Kateheza med splošno avdienco 22. februarja, ki je prvič v tem letu potekala na Trgu svetega Petra, je bila namenjena stvarstvu. Ko človek prelomi občestvo z Bogom, izgubi svojo izvorno lepoto in izmaliči vse okoli sebe. A kristjan zna prepoznati znamenja zla, egoizma in greha, zna biti solidaren in živi čas pričakovanja in hrepenenja. Frančišek je izhajal iz besed apostola Pavla, tokrat iz njegovega pisma Rimljanom. Saj vemo, da celotno stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine, pa ne samo ono, tudi mi, ki imamo prvine duha, tudi mi zdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega telesa. Odrešeni smo bili namreč v upanju, upanje, ki ga gledamo, pa ni več upanje. Kdo bo namreč upal to, kar že vidi? Če pa upamo to, česar ne vidimo, pričakujemo to s potrpežljivostjo. Kadar človek dopusti, da ga prevzame egoizem, začne uničevati tudi najlepše stvari, ki so mu bile zaupane, je poudaril papež Frančišek in nadaljeval. Enako se je zgodilo tudi s stvarstvom. S tragično izkušnjo greha se je prelomilo občestvo z Bogom. Prav tako smo zlomili izvorno občestvo za vsem, kar nas obdaja, in začeli uničevati stvarstvo, ki je tako postalo zasužnjeno in podvrženo naši krutosti. Posledice vsega tega so žal vsak dan pred našimi očmi. Ko človek prelomi občestvo z Bogom, izgubi svojo izvorno lepoto in izmaliči vse okoli sebe. A Gospod nas ne pušča samih in nam tudi v tem mučnem stanju ponuja nov pogled osvoboditve in vse splošne odrešitve. Pavel o tem spregovori z velikim veseljem in nas vabi, naj prisluhnemo vzdihom celotnega stvarstva. Kristjan ne živi zunaj sveta, v svojem življenju in v tistem, kar ga obdaja, zna prepoznati znamenja zla, egoizma in greha, solidaren je s trpečimi, z jokajočimi, z izključenim, z obupanim. Obenem pa se je kristjan naučil brati vse to z očmi velike noči, z očmi Jezusa ostalega.